Spoštovane občanke, spoštovani občani. Od konca prve letošnje epidemije je minilo 5 mesecev. Tekom poletja smo se navadili na nek nov način druženja, potovanj in preživljanja prostega časa. Globoko v podzavesti smo imeli v mislih še vedno nepozabno dogajanje spomladi. Niti pomisliti nismo želeli, da bi se nam kaj takšnega ponovilo jeseni. Pa vendar se je zgodilo v obsežnejši in manj kontrolirani obliki kot spomladi. Zaradi hitrega širjenja virusa po celotni državi je vlada z 9.10. bila prisiljena ponovno razglasiti epidemijo in aktivirati državni načrt v primeru nalezljivih bolezni. 20.10. se je sestal občinski štab civilne zaščite v širši sestavi in ponovno določil vse naloge, ki jih bo potrebno izvajati tekom epidemije. Za razliko od spomladi, ko smo se s takšno obliko nevarnosti srečevali prvič in upali, da tlakujemo uspešno pot proti pravilnemu ukrepanju, smo sedaj z veliko mero odgovornosti določili prioritetne naloge posameznih služb in skupin znotraj sestava. Skupina za zaščitno opremo je pregledala vso zaščitno opremo v skladišču civilne zaščite. Ugotovljeno je bilo, da razpolagamo z zadostnimi količinami za vse interventne službe. Vendar se je občina na čelu z županom in štab odločil, da povečamo zalogo zaščitnih sredstev na res visoke vrednosti ter ob morebitni potrebi zavarujemo tako interventne službe, ki delujejo za primer COVID-19 v naši občini, kot tudi nenazadnje za vse občanke in občane, če se pokaže tovrstna potreba. Prav danes pa smo prejeli pošiljko visokokakovostnih zaščitnih mask FFP2 za vse tiste, ki se v prvih vrstah srečujejo z visoko nalezljivim virusom. Skupina skrbi za nabavo opreme po normalnih cenah, vsa oprema je kupljena s certifikati, pred nakupom so pridobljeni vzorci. Vsako upravičeno izdajo opreme potrdi poveljnik štaba. Ob zaprtju šol in vrtcev je občina oziroma koordinacijska skupina pri civilni zaščiti takoj stopila v stik z obema ravnateljema osnovnih šol. Po dogovoru s šolama v občini sta ostala odprta 2 vrtca, eden v Mojstrani ter eden v Kranjski Gori. Za vse tiste otroke, katerih starši ne morejo zagotoviti varstva. V koordinaciji s policijsko postajo Kranjska Gora, medobčinskim redarstvom, županom ter štabom civilne zaščite smo dorekli ukrepe in obveznosti vseh služb za izvajanje ukrepov in nadzora nad spoštovanjem odredb vlade. Ob koncu tedna, se pravi od jutri pa do nedelje, se bo še posebej izvajal poostren nadzor z mobilnimi policijskimi patruljami ter kontrolami. Kontrole bodo se vršile glede spoštovanja odloka o prehajanju občinskih meja. Prav tako pa bo medobčinsko redarstvo spremljalo in opozarjalo morebitne kršitelje odloka vlade na vseh posebej atraktivnih turističnih točkah. Po opravljenem nadzoru se bo naredila analiza stanja v naši občini in se bo samo ob res izkazani potrebi zaostril nadzor. V nasprotnem primeru pa se bodo ukrepi lahko manj restriktivno uveljavljali tekom vsakdanika. V sodelovanju s koordinacijsko skupino na občini vršimo dostavo hrane in nujnih življenjskih potrebščin tistim, kateri si zaradi nastale situacije ali obolelosti ne morejo tega sami zagotoviti. Za ta namen je bila na občini ponovno odprta številka 045 809 809, kamor lahko pokliče vsak, ki potrebuje kakršnokoli pomoč v zvezi z virusom COVID-19. S ponudniki namestitvenih kapacitet v občini občinski štab civilne zaščite pripravlja načrt namestitve in oskrbe, tako domačinov kot tudi oskrbovancev ter zdravstvenih delavcev iz doma Viharnik, če bi se izkazala potreba po takšni storitvi. Koordinacijska skupina je v stalnem stiku z domom Viharnik in pripravlja vse potrebno, če bi prišlo do morebitnih dodatnih ukrepov potrebnih za oskrbovance doma. Vsakodnevno je štab civilne zaščite v stiku z vsemi drugimi interventnimi službami, ki delujejo v naši občini ali za našo občino in spremlja operativno pripravljenost le-teh. Zaradi virusa COVID-19 ni zmanjšana operativna sposobnost nobene enote. Prav sedaj se je sestala vlada, pregledala bo ukrepe in učinkovitost, zagotovostjo pa trdim, da se bodo ukrepi podaljšali tudi v prihodnji teden in bodo uvedli še nekaj novih iz 3. paketa.
O vseh spremembah vas bomo sproti obveščali na lokalni televiziji ATM ter na vseh drugih socialnih medijah. Tisti podatek, ki je zelo različen od spomladi, pa je število aktivno okuženih v naši občini. Trenutno se je številka ustavila pri 69 aktivno okuženih. Stanje je res zaskrbljujoče, saj je statistično okužen vsak 75. prebivalec občine. Možno je opaziti tudi velike dnevne skoke okužb, tudi do 18 na dan. Ker se virus tako hitro razširil med nami, vas, drage občanke in občani, pozivam, da se kljub prihajajočim praznikom v 1. novembru probamo zadrževati v krogu družine, ponovno poiskati tiste poti v naravi, kjer lahko najdemo mir in samoto, da lahko misli utavajo k tistim, ki se jih ob teh dneh še posebej spomnimo. Virus bomo ponovno prebrodili, mogoče bo pot ponovno dolga, vendar pa se iz vsake takšne poti naučimo nekaj novega. Tekom prvega vala sva županom pozivala, opominjala in prosila, da skupaj v naši občini prebrodimo ta virus. Ker ste se res gledno odzvali vsem prošnjam ter pozivam, vas tudi sedaj, ko je pred nami vrhunec druge epidemije, prosiva, da potrpimo nekaj tednov ter s tem zajezimo širjenje virusa in ne ogrožamo ranljivih skupin med nami. Ostanite zdravi.